Pozdravljeni. V prihajajoči sezoni 2021 bomo videli kar nekaj zanimivih sprememb. Danes se bomo ukvarjali s tistimi, katere so na področju pogonskih sklopov. V sodobnem času je pogonski sklop bolida Formule 1 pogostokrat tarča kritik. Predvsem navdušenci nad Formulo 1 imajo marsikaj za povedati in dva glavna argumenta proti sodobnim pogonskim sklopom so kompleksnost ter pomanjkanje zvoka. Kompleksnost je seveda razumljiv argument, kajti od sezone 2021 ne bomo imeli samo 6 elementov, temveč bo dodan tudi 7. In treba se je zavedati, da imamo pri pogonskem sklopu Formule 1 kar nekaj na prvi pogled nerazumljivih kratic. A težava je v tem, da mnogi viri premalokrat razložijo, zakaj pri posameznem elementu sploh gre in kako bodo navdušenci razumeli zadevo, če praktično nihče poenostavljeno zadev ne razloži. O tem, kaj pomenijo tiste kratice, sem na začetku kanala naredil poseben prispevek in zadeve, ki so tam objasnjene, seveda držijo še danes. Tisti dodani element, kot bomo videli, je nekaj, kar je obstajalo že v takratnem času, le danes se te zadeve štejejo in pogledali si bomo v nadaljevanju tudi, kaj vse to prinaša. Po drugi strani zvok, tudi o tem sem naredil kar nekaj prispevkov. Tistega, kateri mislim, da je najbolj primeren pred kratkim in vkolikor koga zanima, ima bližnjico kot ponavadi v opisu. Poglejmo si, kaj se je v bistvu spremenilo med sezono 2020 in 2021. Seveda nanašal se bom na zadeve, katere zavzema športni pravilnik Formule 1 za sezono 2021 v svoji 5. izdaji. To je tista zadnja dosegljiva v tem trenutku snemanja prispevka. Število elementov pogonskega sklopa je v bistvu ostalo isto kot lani. Imamo 3 motorje z notranjim izgorevanjem, 3 MGUH, 3 turbokompresorje, 2 bateriji, 2 kontrolni elektroniki, 3 MGUK in novi element, ki se je dodal, izpušni sistem. Teh je 8 na sezono. In seveda, marsikdo bo sedaj porekel, kakšna je v bistvu razlika, kar se tiče tistih prvih 6, saj je število ostalo isto. Razlika je v koledarju. V sezoni 2020 smo imeli 17 dirk. Planiranih v sezoni 2021 je 23. In če vzamemo tiste glavne elemente, motor z notranjim izgorevanjem, MGUH, MGUK, turbokompresor, bomo videli, da en set mora zdržati 2 dirki več. Govorim zaokroženo, da ne bo kakih pomot. In kaj to pomeni, poenostavljeno povedano, 2 dirki več? Najmanj, po moji oceni, tam med 350 in 400 km na dirko, torej recimo temu okrog slabih 800 km več življenjske dobe. To se lahko odrazi na več načinov, na tem, da bodo določene ekipe vozile na nižjih režimih vrtenja glavne gredi motorja z notranjim izgorevanjem, na več menjavah, posledično kazenskih mestih in marsikaj drugega. Razumeti moramo, da elementi pogonskega sklopa igrajo dvojno vlogo v celotni sezoni. Zagotavljati morajo, tisto zanesljivost, da izdržijo določeno število dirk. Poleg tega, ko končajo svoj ciklus, pridejo razvojno bolj napredni elementi, naprimer elementi pogonskega sklopa, kateri dajo boljšo zanesljivost, nižjo porabo, več moči, odvisno pač od trenutka.
Razumeti moramo, zakaj so pri formuli 1 dodali izpušni sistem kot element pogonskega sklopa, katerega se šteje. Namreč funkcija izpušnega sistema ni samo ta, da usmeri izpušne pline na MGUH oziroma turbokompresor, temveč tudi, da ustvari tisti podtlak, kateri pomaga izprazniti komoro v motorju z notranjim izgorevanjem. V formuli 1 se po pravilniku uporabljajo 4-taktni motorji z notranjim izgorevanjem. Torej, prevedeno, vsaka 2 obrata glavne gredi imamo eno izmed tistih 4 faz. In ena izmed tistih 4 faz je tudi tista, katera prazni izpušne pline iz izgorevalne komore. In tu pomaga izpušni sistem. Opazili ste že, da izpušne cevi se združujejo, naprimer pri motorju V6 iz 3 v 1. Izpušni plini iz prvega in nato drugega cilindra ustvarijo svojo potjo skozi cev neke vrste podtlak na tistem delu, kateri je pritrjen na tretji cilinder. In dajem vam primer, da ne bo pomot. Ko se odprejo izpušni ventili, tisti podtlak pomaga, da izpušni plini gredo čim hitreje v izpušni sistem in tako generirajo nov podtlak, kateri bo pomagal pri praznitvi naprimer prvega cilindra. Izjemno poenostavljena verzija in upam, da ste vsi razumeli. Dolžina izpušnega sistema je zaradi tega izjemnega pomena. Namreč odvisno je tudi, na kakem režimu se vrti tista glavna gred. Od števila obratov v minuti je odvisno, koliko teh faz bomo imeli v določeni količini časa. In zaradi tega je tudi odvisno, koliko tega podtlaka rabimo. Od tega je odvisna tudi dolžina izpušnega sistema. Tako si lahko predstavljamo, da ekipe formule 1 so od dirke do dirke menjale izpušni sistem. Sedaj so določili, da na sezono formule 1 imajo ekipe lahko 8 izpušnih sistemov, kar pomeni na 23 dirkah en izpušni sistem na 3 dirke. Seveda zaokroženo, ne bomo govorili v decimalkah. Sedaj moramo razumeti, zakaj je taka odločitev strani Liberty Medie in FIE v bistvu modra. Mnogokrat je izpuščeno dejstvo, da izpušni sistem sestavljajo ekipe same in ne dobavitelj pogonskih sklopov. Tako smo lahko pogostokrat videli, da na 2 dokaj podobnih dirkah, in vzamimo naprimer veliko nagrado Monaka in veliko nagrado Madžarske, smo lahko videli 2 dokaj podobna izpušna sistema, ampak v bistvu različna, in govorim za tiste najbogatejše ekipe. Tiste malce bolj pri dnu razporeda smo pa videli, da so uporabljali enega in istega, kateri je bil na drugi dirki že iztrošen. Sedaj so vse spravili v bistvu na isti nivo. Verjetno pričakujemo lahko, da tako na veliki nagradi Madžarske kot na veliki nagradi Monaka bomo videli en izpušni sistem, kateri bo moral zdržati še eno dirko, poleg naštetih 2, kar bo na koncu malce uravnotežilo tisto razmerje moči. Zato je ta sprememba po mojem osebnem mnenju dobrodošla. A tisto, kar se je zgodilo v sezoni 2020, moramo brati tudi v drugačnem smislu v prihajajoči sezoni 2021. Če pogledamo sedaj malce tisti koledar, kateri je planiran za sezono 2021, bomo videli, da kar se tiče razvojnih stopenj, se ni spremenilo kaj dosti. Nekako tradicionalno je že, da prvo razvojno stopnjo pogonskih sklopov vidimo tam okrog velike nagrade Kanade. Drugo pa tam okrog velike nagrade Italije, in če vzamemo tisto življenjsko dobo, približno 8 velikih nagrad, vidimo, da smo tam blizu. In seveda tudi te rošade raznih elementov bodo možne.
Zanimivo je nekaj drugega, če pogledamo. Mnogi govorijo, kako zanesljivi so bili pogonski izklopi Mercedesa. A če vzamemo rezultate sezone 2020, kar se tiče porabe elementov pogonskih izklopov, bomo ugotovili, da prav pri Mercedesu so imeli kar nekaj težav in to na tistih glavnih elementih. Govorimo o motorju z notranjim izgorevanjem, turbokompresorju MGU-H. Zanimivo je dejstvo, da v sezoni, kjer je bilo praktično manj obremenitev pogonskega sklopa, smo imeli kar na dveh bolidih velike težave in tu je treba omenjati Russella ter Pereza. Predvsem Perez je imel kar nekaj težav. Sedaj bo zanimivo videti, kako se bo pogonski sklop Mercedes obnašal v sezoni 2021. Kot sem povedal, zdržati bo moral povprečno 2 dirki več. Izziv, kateri bo zanimiv za vse ekipe, kajti vsem se dvigujejo standardi in videli bomo lahko marsikatero presenečenje. Čeprav pravila glede kazenskih mest ostajajo ista, da ne bo pomot. Ko uporabimo prvi element nad tisto dovoljeno mejo 3, 2 oziroma 8 elementov, dobimo 10 kazenskih mest. Vsak nadaljni element doda samo 5 kazenskih mest. In seveda zavedati se moramo tudi to, ukolikor dobimo 15 kazenskih mest, začnemo iz dna. In brez skrbi tudi tista zanka, ki jo je uvedla Honda, je zaprta. Ne moremo na neki dirki vgraditi nešteto število elementov pogonskega sklopa, katere bi potem lahko v nadaljevanju mirno rabili iz zaloge. Ukolikor zamenjamo več kot 2 elementa istega tipa na dirko, lahko uporabljamo samo tisti zadnji komplet. A toliko samo v hitro razlago tistega, kar se bo zgodilo na tem področju v prihajajoči sezoni 2021. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.